Rusija, regija Tver, mesto Torshov. Cerkev papeža Klementa. Glavni vhod v cerkev je z ulice. Izkazalo se je, da je pod nivojem pločnik. Če želite vstopiti v cerkev, morate iti dol. Pokažem vam z nasprotne strani. To je oltar cerkve. Oltarno okno je bilo pri tleh. Poglejmo cerkev strani. Čudovit, klasičen portik. In okenske police so na ravni tal. Glavna vhodna vrata morajo biti višja od nivoja pločnika. Osnova stebra običajno stoji na zgornji stopnici. Tukaj bi morale biti stopnice. Toda veranda je bila popolnoma pod zemljo. To je nekdanja cerkev Gospodovega prikazanja. Cerkev ima 2 etaži. Spodaj so vrata. V drugem nadstropju so bila vrata, a zapečatena. Spodnja vrata so bila izdelana med gradnjo. Tako se polagajo opeke čez odprtine v zidu. To je železen tečaj za vrata. Takšni tečaji se vstavijo med gradnjo stavbe. Poglej na nivo tal. Pri vhodu v cerkev se talna površina močno zniža. Nato močno naraste. Prej je bila površina tal na tej ravni. Vhod v cerkev je bil razkopan. Toda zemlja se drobi. Moral sem narediti odstopanja. Ta vhod je bil narejen med gradnjo cerkve. Pa je končal pod zemljo. Vrata je bilo treba izkopati. Stara hiša v sosednji ulici. Prej je hiša imela enake okenske odprtine v 2 nadstropjih. Hiša je padla v zemljo, ta okna so bila popolnoma zamašena. Na ulični strani so bile okenske odprtine zmanjšane. Njihovo višino so prepolovili. Prej primerjajte višino oken. Stara stanovanjska hiša. Spet so odkrita okna, poglobljena v zemljo. Okenske odprtine na levi strani so bile povsem pod zemljo. Na desni strani okenske odprtine komajda štrlijo nad nivo tal. Podzemne okenske odprtine imajo reliefne dekoracije, kar je bolj podobno prvemu nadstropju. Tako so zasnovana spodnja nadstropja stavb v klasični arhitekturi. To je višina prvega nadstropja, ki je končal pod zemljo.